zgodbi, katere del smo, in o tem, da v bistvu vsak je del ene zgodbe in da ima vsak svojo zgodbo. To torej ne pomeni, da bomo govorili o kakršnih koli pravljicah, tukaj nismo zato, da bi poslušali rdečo kapico ali pa kako tako stvar, to je bistvena razlika. Zgodba je tista temeljna pripoved, ki označuje mene kot človeka. In zato je naslov tega predavanja, o kateri zgodbi živim. In če začnem s svojo osebno izkušnjo, verjetno poznate, nekateri poznate moja starša Vilmo pa Danija Siter, tukaj sta v študentskih letih in tisti v njunem naročju sem jaz. Vilmo se še nekako prepozna, Danija pa skoraj ne. Prav je, to je bilo skoraj 40 let nazaj, pa 40 kil manj, ne se. V glavnem, jaz sem bil ta starejši od 4 otrok in v tem ranem otroštvu sem nekako zelo rastel v zgodbi krščanstva. V takšni meri, da nisem niti vedel, da obstaja kjerkoli še kakršnakoli druga zgodba. Potem, ko sem s 6 leti prišel v osnovno šolo heroja Milke Kerin v Leskovec pri Krškem, sem zvedel, da tam obstaja tudi še kakšna druga zgodba in da moja zgodba o Jezusu, ki jo jaz rad pripovedujem, ni vedno naletela na odprta ušesa. Tako da, čeprav sem potem skozi otroška in najstniška leta ostajal vse skozi povezan z vero, vse skozi povezan s cerkvijo, bil sem tudi ministrant, kdo je ministriral, ve, kdo je edini ministrant, ki pravilno drži roke. Tamle spredaj levo, to sem jaz, ne? In to se je pa nadaljevalo v tista najstniška leta, tamle zadaj desno, sem pobrito glavo, smo imeli mladinsko skupino, smo se imeli zelo fajn, se je dogajalo kar naprej, smo šli na morje, smo imeli ping-pong, smo imeli ročni nogomet, skozi smo se skupaj družili, sploh nismo niti po kafičih hodili, ampak tam smo se družili. Ampak finta je bila v tem, da jaz v tistem času sem se pa tiste ta druge zgodbe iz osnovne šole, heroje Milke Kerin, že tudi malo nalezel. V tem smislu nalezel, da sem začel zameriti tej moji zgodbi, moji krščanski zgodbi, mi je začela iti na živce malo, zaradi tega, ker sem bil zaradi nje večkrat tudi tepen kdaj, ali pa pač nekako Adi Smolar bi rekel neprilagojen. In čeprav je takole izgledalo vse lušno in vse prav, se je v moje srce začenjalo nekako tako črvičiti dvom. Me je začelo malo napadati, kaj pa če kaj tega res ni res, pa ko sem vas sprašval, pa nisem znal odgovoriti. In čeprav sem šel potem v cerkveno gimnazijo, sem šel v Želimne, sem tam zdržal samo 2 leti. In tudi tam mi ni bilo več v redu, ker v tistem času sem postal pa že upornik, tam smo se naučili kaditi, ker je bilo pač prepovedano, tam smo se naučili malo tako gažurati, ampak ne toliko kot pol, kasneje, ko sem prišel v Brežice, v Brežiško gimnazijo v 3. letniku. In če jaz prav takrat zelo zgodaj, pri 17 letih ne bi spoznal ene čudovite punce, moje zdajšnje žene Saše, to je bilo tam nekje, ko so princesa Diana je umrla takrat, pa pol mati Terezija, 97 leta. Jaz vprašanje, kam bi v tisti brežiški družbi, v katero sem potem zapadal, vprašanje, kam bi jaz po domače povedano zabluzil. Kjera bi bila moja zgodba? A veste, ampak jaz bom pol se malo vrnil na te čase, na te najstniška leta, sem to, da nakratko povem, da se je zgodba dobro iztekla, leta 2004 sva se poročila in imava z ženo Sašo srečna 3 deklice, Nežo 8 let, Evo 6 let, pa Julijo 5 let staro. Ta fotka je že kakšno leto stara, in da tista družina, ki se je pokazal čisto na začetku, tisti ata, pa mama, pa tisti dojenček, je zdaj postala taka, ta prava, la familia. Se pravi, imamo 4 otroci, imamo 12 otrok vsi skupaj, 12 vnukov od naših 2. In dobro, dosti o tem v naši družini. Jaz bi šel malo nazaj, kot sem rekel, na tista najstniška leta.
rečeno, to so bila leta, ko sem še vedno hodil, ko sem tem mladinskim veroukom. Zanimivo je, da ogromno teh mladih ljudi, ki so na teh slikah, danes sploh več ne spada v krščansko zgodbo. Pa niso nič kaj posebej zabluzili, tako kot sem bil jaz v nevarnosti. Niso začeli početi kakšnih hudih lumparij, ampak so se preprosto s časoma oddaljili. Veste, jaz, ko sem nekako začel razmišljati s svojo glavo, tam nekih glih pri 16-17 letih, jaz sem si rekel, ok, jaz zaradi ata pa zaradi mame ne bom hodil k maši. Ta tradicija meni ne bo zadoščala. In enako so rekli tudi mnogi od tistih mojih prijateljev iz mladinskih skupin. Ta tradicija, ki je vlekla mojega ata pa mamo, meni ni dost. Razlika, zakaj oni niso več v tej zgodbi, jaz pa sem, je bila edino v tem, da sem jaz nekako čutil, zaradi osebne vere mojih staršev, sem čutil, da je vseeno to nekaj zelo pomembnega. In da čeprav nočem biti zaradi njih dveh veren, če bom veren, hočem biti zaradi sebe. Jaz hočem sam vedeti, kaj je na tej stvari. In zato sem nekako en citat zelo dobro opisuje, kaj sem takrat čutil. Napisal ga je C.S. Lewis, tisti, če poznate, ki je napisal pisma izkušenega hudiča, pa zgodbe iz Narnije. Ta C.S. Lewis je rekel takole, krščanstvo je trditev, ki je, če je lažna, brez pomena. Če pa je resnična, pa je neskončnega pomena. Ne more biti pa nekaj vmes. In tako sem tudi jaz nekako slutil, prav zaradi te vere mojih staršev, da je za njiju dva ta vera, ta krščanska zgodba neskončnega pomena. Da ni nekaj vmes, sem tako malo za tradicijo, sem pa kaj kmaš, ampak da je zares. In jaz sem hotel vedeti, kaj je zdaj na tej stvari. In sem začel raziskovati, kakšna pa je sploh ta krščanska zgodba. In ta krščanska zgodba je preprosto opisana v Svetem pismu. Dejansko jo lahko opišemo kot eno tako dramo. Dramo v 5 dejanjih. Veste, vsaka drama ima eno zelo tako jasno strukturo. Že v antičnem času je imela drama naslednje 5 značilnosti. Prvo dejanje se zgodi, da predstavi osnovne informacije o ozadju zgodbe in opelje glavne osebe. Drugo dejanje, zgodi se nekaj narobe. Drama opelje konflikt. Nešto ne valja. Tretje dejanje, konflikt se stopnjuje in pokažejo se vse posledice. Četrto dejanje, začne se prva razrešitev konflikta in potem v 5. dejanju se vse skupaj postavi na novo. In če pogledamo mi Svetopismo, vidimo, da je točno tako zgrajeno. Kaj imamo? Prvo dejanje, na začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo in glej, bilo je zelo dobro. Ampak takoj, že v prvi Mojzesovi knjigi, v Genezi, sledi drugo dejanje. Zgodba se ne razplete lepo, zgodba se razplete narobe. Pravi, zakaj moramo mi ljudje sploh trpeti na tem svetu? Pa zakaj sploh imamo svobodno voljo? Ker vse skupaj se je zgodilo samo zato, ker imamo ljudje svobodno voljo. Zdaj pa vi povejte, če vi slučajno, recimo, ukažete nekomu, da vas ljubi, pa ta nima nobene izbire, a je tista njegova ljubezen do vas prava? Ni, ne? Ljubezen je lahko prava samo takrat, če je ta svobodna. In to je Bog hotel za nas ljudi. Seveda, kaj smo naredili? Zasrali smo ga. Adam pa Eva sta ga lepo posrala in sta naredila nekaj po svoje. Rekel je, gledajte, čisto vse vam dam, karkoli si izmislite, ampak glih zato, da vam dam eno možnost izbire, gledajte, tamle je pa en jabolk, ali pa ne vem, pač bilo je drevo, ni bilo jabolko. Tamle imate en drevo, tukaj da lahko zberete. Seveda tukaj nista bila sama, bil je še tisti, ki jo je v to napeljal, in ta črn, ampak ona dva sta to zbrala. In potem zgledamo v prvi Mojzesovi knjigi, prvih 11 poglavij, kaj se zgodi. Konflikt se stopnjuje. Kain ubije Abla. Babilonski stolp. Poplava. Čedalje hujša grešnost človeštva. Dokler se ne zgodi, da Bog reče, ok, jaz
čeprav je ta človek si izbral ne mene, ampak nekaj drugega, želim temu človeku stopiti na pot. Želim pomagati. In tukaj se potem zgodi tretje dejanje. Izvoljeno ljudstvo Izrael, ki se začne z Abrahamom, Izakom, Jakobom in tako naprej, kjer Bog na posamičnih primerih začne pripravljati zgodbo rešenja. Od rešenja. Zakaj je pomembno, da si te stvari ogledamo? Zaradi tega, ker je s tem izraelskim narodom povezana tudi naša zgodba. Krščanska zgodba. Ker pride v 4. dejanju edina možna rešitev konflikta, o kateri bomo še več govorili kasneje. Pride Jezus, pravi Bog in pravi človek, če je to res tako. Jaz sem se to takrat spraševal. Kdo si ti, ne? Ampak ta človek, ki je hkrati Bog, pride, trpi, umre in ne sem trpi in umre, ampak ostane od mrtvih. In potem pride 5. dejanje. Prvi del 5. dejanja. Apostoli, ki so bili prej prestrašeni, začnejo pogumno oznanjati naprej. In zgodi se najbolj veličastna mirna revolucija v zgodovini človeštva. Krščanstvo postane svetovna vera. Svetopismo se ne neha tam, svetopismo pove tudi v razodetju, kaj bo ob koncu časov. To je tretji del tega 5. dejanja. Ampak zanimivo, gledajte, mi vsi pa še zdaj živimo v tem 5. dejanju. Med že, ko je Jezus že prišel, pa še ne, ko še ni čist konc časov. Ko se stvar še ni do konca odvila. Zato smo že odrešeni, pa se še fino matramo. Ampak, če tako pogledate, to se sliši kot ena taka pravljica. Ampak ni. Milijoni ljudi so skozi zgodovino krščanstva teh 2000 let to izkusili, da ta Bog lahko živi v njih. Ker kaj imamo pa danes? Kakšne ljudi imamo pa danes? Danes imamo ljudi, ki grejo skozi življenje in sploh ne razmišljajo. Veste, kaj ne razmišljajo? Nič. Nič ne razmišljajo. Ne razmišljajo, kako to, da karkoli sploh obstaja in ne raje nič. Glejte, tukaj, ko imate tiste krogec tam malo, tiste pikice tamle je sonček, to je sonce naše, potem je pa vse, kar smo do zdaj odkrili, vsi planeti so v razdalji 300 svetlobnih let od sonca. To pomeni nič, hudo malo. Vam bom pokazal zelo en kratek video, če lahko. Si bomo pogledali